Dobro jutro, spoštovani mi, moji lojalni ljudje. Čas lepo teče, ne? Shift lepo dogaja, a ne? Nekako ne vem, kaj se vam dogaja, čeprav kljub vsemu vam moram reči najlepša hvala za vse povratne informacije. Nisem čisto upravičeno rekel, da ne vem, kaj se vam dogaja. Nekateri, hvala vam za povratne informacije in ja, čutim, da nimate dovolj moči, da skočite en štuk višje, da zakorakate v ta del, ki ga ne poznate, v ta del, ki mogoče nimate zaupanja, nimate vere. Zdaj, to vero nekako bi jaz vam rad bil dokaz, da je v redu, da biti človek na mestu je tisto, kar se išče, da v bistvu moramo nekako iti iz programov, iluzije, laži, prevare, koncev lastnih programov, ki smo jih bili deležni skozi preteklost v smislu stoletja, bom rekel, karmičnih in preko vzorcev lastnih družin, karmičnih, dolgov ali pa krogov, da v bistvu presekamo to, kar je bilo stoletja, tisočletja zapečeno, da zdaj to odpečemo in se nekako izpustimo zadaj pravzaprav čisto vse, kar vam ne služi več. Tle sem si napisal, kar vam ne služi več, odvrži, spusti, odreži. Gremo naprej v svet lojalnosti, gremo v svet sodelovanja, gremo v svet, kjer podaj mi roko, moj brat, bodi bratu brat in mi smo džins generacija, računajte na nas v ime svih nas, in the name of love, v imenu ljubezni. Zdaj, ta svet je bil nekako sprogramiran, da je deloval nemoralno, neetično in nemoralnost ter neetičnost ter nečloveškost je sam sistem v nas kot družbi spodbujal. Nekako probam nam orisati, da v plemenu, v dobri družbi, v tabornikih ali pa v prbutalcih, ne, če se je v taki družbi znajdu nepridiprav, lažnivec, prevarant, kako sem že prej si zamislil, klinac. V taki družbi mora biti lažnivec izpostavljen, vsiljivc, vsiljivc. Kadar pride v tabor, ne vem, a ste taborniki ali niste, vendar ko je, zato imamo stražo pri tabornikih, to je značilno, da taborniki čuvajo drugega tudi preko noči in ko pride vsiljivec, ne, je treba opozoriti na njega. Če tudi je notranji vsiljivec po noči vstal pa šel krast zastavo ali pa šel v shrambo po jabolka, je treba te stvari opozoriti in sankcionirati. In nova družba mora pri tem v te stvari podati mal pažnje, ne mal. Mi moramo biti odgovorni za lastno družbo, za lastni prostor. Mi ne smemo dovoliti, da nekdo v naši družbi nekaj krade. Kaj se krade? Ja, čuvajte svojo dušo, znašli smo se na svetu, kjer se duša žre. Dobesedno, to lahko, bom rekel, izenačimo z narcizmom, ki pravzaprav je ubijalec življenja. Narcis je lopov dobre vole, vsega živega morilec in narcizem kot tak, zdaj mnogi se bojijo, da ga bomo mi kaznovali, se mu maščevali in tako naprej. Ne, niti ne, ker nimamo ne časa, niti nimamo interesa, niti nimamo znotraj tacga vzgiba. Vse, kar je, ne smemo dovoliti, da se tako delovanje vnaprej dogaja. Če sem rekel, moramo opozoriti v družbi na lažnivce, prevarante in lopove, ja, obvezno. Zdaj, to je tisto, kar vas tudi ves čas probam, dajmo govoriti, dajmo opozarjati o nepravilnostih. Zdaj, nepravilnost ni samo na političnem nivoju. Jaz sem izpostavil svojo familijo, krvno familijo. In
dajte pogledati okrog sebe. Pustite zdaj vi tam te Janšate, pa te politkarje, kurčeve sodnike in vse pizde materne. Namenoma malo, upam, da mi ne zamerite teh kletvic, ker jaz sam želim biti eksakten. Ne želim biti vulgaren. Želim, da tudi sami skontate, da... A veste, zakaj so bile kletvice prepovedane? Zaradi tega, ker kletvica je nekje izraz tega, bom rekel, nedopustnega. Jebem ti, pogara, boš ti meni. Ne? Slabo voljo delo boš ti meni, jebem. Tako nekako, zato so kletvice kar to je pa grdo. Veš, to so nam razlagali tisti, ki so nas kradli, nategvali, lagali in vse. Ti so rekli, pa ne smeš preklinjati, ne? Zdaj, ko si nas dubu, ne smeš preklinjati. Mislim, po ekstrem bi jih pobil človek, pa jih ne smeš, ampak hvala Bogu imamo največje orožje na svetu, ki se imenuje jezik. Ne? Jaz vem, da z jezikom sem marsikoga utišal in s tem na tak način, s tem načinom vojskovanja bom nadaljeval. Ne? Po drugi strani sam sebe z jezikom tudi branim. Ne? Zdaj skozi jezik lahko pride in žalitev, nespoštovanje, ne vem kaj to počnejo primitivni, lahko pa pride kakšen intelektualen ali pa eleganten odgovor v smislu, da pametnejši ne dopušča. Ne da pametnejši popusti, pametnejši ne dopušča več. A veste, to je spet tista njihova kontrarazlaga. Zavedati se moramo, da imamo opravka s strašno primitivnimi, hudobnimi, zlobnimi, nemoralnimi in neetičnimi ljudmi, ki vedno skrbijo za svojo rt najprej. Zdaj, a veste, poskrbeti zase, misliti nase v prvi vrsti je prav, ampak to ne pomeni, da je nekdo zaradi tega prikrajšan. Včasih so rekli, pa ne moč zmeri druge najprej dati na prvo mesto. Ne, najprej moram dati sebe. In zdaj egoist to razume super. Najprej moram se jaz nažreti, pol pa drugi, če kaj žrejo ali pa ne. To pa ni ta ista pesem. Na mizi je večerja za vse, ki so za mizo, ne samo za enega. Okay? In na tem svetu je resursov za vse več kot dovolj. Le elita oziroma določeni posamezniki, določene posamezne korporacije in tako naprej si ne smejo več tega lastiti, kot da je njihovo. Ne vem, gozdno gospodarstvo ni lastnik smreke, ki je 100 let rastla. Ne, recimo. In ta smreka je naša, je od ljudi in zdaj sem vam že malo omenil, 10 let izvažajo iz naših gozdov smreke, pa jaz nisem nič deležen tega, čeprav je to raste na moji zemlji. Ne? Mislim, na isti zemlji, kot je njihova, ne? Isti je to planet, ne? Tako nekako. Ja, pa nisem nič za to naredil. Mislim, smreka sama zrastla. Mislim, a je tvoja ali je naša. Ne? Tako nekako. Moramo nekako... Mi smo precej stvari kar za samoumevno imeli. Ne? Recimo, če smo dal policijote za primer, prometno in vozniško se pokaže, ne pa da se jo da v roko. In da jo on vzame v roko, ni dovoljeno. In nima policaj kaj v roki držati vašega prometnega in vozniškega, ne? In lahko mu jo pokažeš, ne? Lahko jo slikaš, fotokopiraš, pa mu daš fotokopijo, originala, ne? Ampak mi smo kar nekako normalizirali to, bom rekel, nepravilno delovanje. Tako smo nekako med korono večji del ljudi kar nekako tolerirali neustavno delovanje. Ne? Mi imamo ustavo, ki mora nekaj ustaviti in ustavo imamo zato, da nam koristi. Sej ni potrebno nobenega streljati, je pa prav, da se zavedamo, z notranje strani, da se zavedamo, koliko ljudi je v bistvu v kršitvi, v prekršku do danes. Ker v ustavi piše, v ustavi pravzaprav piše tisto, kaj sem vam rekel v štartu, pravilnost družbe je, da opozorimo, če smo videli nepridiprava oziroma nepravilno delovanje znotraj družbe. In ljudje ne opozarjajo na to. Jaz se trudim kar norc. Neustavnost je gromozansko velika kazen, zato se gre človek usest. Ni to zdaj boš pa malo dobil ustni opomin. Ne, ljudstvo mora zahtevati primerno kazen. Vsaj odstranitev iz okolja in kar se mene tiče narcizmom, narcis ne bi nikoli smel biti več na nobeni vodilni poziciji, na nobenem direktorskem mestu, na nobeni poziciji, kjer lahko vpliva oziroma pod sabo drži ljudi, ker to so psihopati in tako naprej.
Dobro, rekel sem, da ne smemo dopuščati, da se stvari dogajajo. Zdaj, zanimiva je ta razlaga, to je produkt mojih močnih sanj, Royal Family, mi prihajamo, bom rekel, ta Kristusova zavest, Kristusova kri pripada, to so božji otroci, zavest in tako naprej. Mi smo royalty na tej zemlji. S tem, da si je neka ekipa psihopatov zamislila, da oni so Royal Family, angleška kraljica, pa Charles, pa Middleton, pa ovo. To je cela na tega, royalnost sem nekako znotraj sanj, pa v jutru dobil v obliko lojalnosti. Gre za loyal family, mi smo drugmu lojalni, ne royalni, ne? I ako smo kraljevi, Jezus pa Biblija piše o kingdom, o kraljestvu, a ne? Zdaj oni so naredili pa kraljevino, a ne? Zdaj mi smo tudi kralji, Matjaži znotraj gore, a ne? Pančkamo, ampak je treba se zbuditi, odpreti oči in pogruntati, da takole, kjer smo živeli, pa ne bo šlo, ne? Pošteni ljudje so pa tiho. Ne, niso tiho pošteni ljudje. Tiho so tisti, ki imajo umazano vest. Zdaj, ta svet je itak prežet in prepojen z lažjo, z manipulacijo, z podkupninami, z enkap neumnostmi in nekako moramo se najti ljudje pošteni in reči enough, it's enough, dovolj je dovolj. Mi imamo na razpolago in TikTok, in Facebook, in YouTube, in Telegram, in vse, da opozorimo, tale je kradu, tamle je tudi kradu, tamle laže, policija dela tako, sodstvo dela narobe. Jaz sem dobil policijo, pa sodnijo, vse skupaj po isti godli, vse to podkupljeno in povem vam, generalno so kolektivno delovali proti meni ves ta čas. Zdaj, bolj ko se mi zavest širi, bolj mi je jasno, da so oni to počeli že ves ta čas skupaj, z namenom. Jaz nisem prodajal nobene droge, jaz nisem nobene škode naredil, niti sam sebi ne koristi. Pa sem sedel zaradi tega, ker sem rožice posadil. Tiste, ki jim rečejo, proti družbi. Ja, seveda proti družbi, ker ti malo odpre možgan, a ne, govorim o konoplji. In sem sedel pol leta, da so rekli, ne, se v bistvu je, pogojno, ne. Ma pizda pol leta sem že odsedel, ne. Oni so to načrtno naredili, moji starši, policijoti in sodnija in seveda ta tožilstvo, ne. V redu, jaz sem to preživel, zdaj se pa čudijo, le kako jaz lahko sem dobre vole, kako še stojim medtem, ko so me masakrirali ves ta čas. Imate podobno izkušnjo sami ali ne? Meni ljudje pravijo, jaz sem tudi tako duhoven, pa ga vprašam ti, kva pa imaš kaj, kdo je pa narcizem okrog tebe, kdo te sakera? No ne, sej je drugače kar v redu, nimam težav, a ne? Pa si mislim, dragi moji, vsako zvezdno seme ima okrog sebe najmanj 4 zažrte pijavke, ki skrbijo, da zvezdno seme ne zasije v svoji polni luči. To je bila njim naloga. Nas ne morejo pobiti, lahko pa nam duha stisnejo, ubijajo duha. Mislim, sej mnogo ljudi poznam, ki so končali v depresiji ali pa so v bistvu zaradi teh pritiskov znoreli, se jim je skisali. Tudi meni bi se lahko in sem bil na meji, hvala Bogu se znam v jezik, tudi ugrizant. In mnogi so prišli do točke, da so naredili pizdarijo in so končali v psihiatriji ali pa nas v zaporu zaradi tega, ker so, ne vem, nekoga zbrcali, ki jim je popil tok živcev, ne? Pa rečejo, se pa ne sme ženske udariti, porka Madonna, če ti pije živc, pije, nekje ti odpne kanal. In to so počeli. Nam so vsiljivci se vsiljevali v naš mer in nas buzerirali na tak način, da mi v bistvu nismo imeli možnosti pravzaprav se sploh zares braniti. Tako, da greš na sodišče. Greš na sodišče, tam so vsi zbrani, naštudirani, polni vseh trikov, ti pa prideš pizda ka vodovodar ali pa kaj sem kot audioinženir, ti nimaš pojma o pravu. Zraven imaš pa odvetnika, ki je pa v bistvu njihov prijatelj. Pa ima, da končaš v kajli noter, misleč, da si nekje, kjer se išče pravica. Nikoli ne more biti pravica, če pa pravila pišejo morilci, lopovi in prevaranti.
tukaj smo, hvala Bogu, na koncu vsega tega. In čas je, da ljudje sami se ozavestimo, da nismo nezavestni, da razširimo zavest in rečemo stari, pa to res ne more to tako iti. Je kaj pa čem? Dragi moji, ko je meni se zgodil ta preblisk, če bi imel kalašnika, bi streljal, pa nisem. In hvala Bogu, da nisem. Umeri se, slow down, ne iščeš maščevanja, iščeš rešitev ven. Jaz sem vam rešitev nasul, kar nekaj. Umeri se. Poglej vase. Introspekcija je bistvena, ne ekstrospekcija. Že prav, pred boste rekli, zdaj kaj se boš, to še zmenil sam sabo. Prej si rekel, govori o zunanjosti, zdaj pa naenkrat na noter. Ja, mi moramo kot družba paziti na svojo družbo, da se nam ne prikrade notranji izdajalec. O tem je govoril Tito, o tem govori Trump. Mi imamo notranjega izdajalca. Mi imamo vojsko, ki pravi, da ima nalogo primarno, da nas brani pred zunanjim in notranjim izdajalcem. Mi imamo vojsko, ki ima nalogo. A ne? Vendar, ker je general spet podkupljen, ali kako to točno gre, a ne, se general je predsednik, a ne, države, pa smo že korporacije, ne, on ni naročil, on ne vidi notranjega sovražnika, ker je sam sovražnik narodu in miru. Ne? Torej, ja, v družbi bomo morali opozarjati, kdo deluje prav, pa kdo ne deluje prav. To se bo od nas zahtevalo. Na tak način lahko družba prosperira, vsak pri sebi in vsi skupaj, ker mi želimo mir, mi si ne želimo miru. Samo narcizem, samo sistem, ki ga poznamo, želi vlivati in vnašati nemir. Janša je 3krat vzpodbudil vojno, hotel malo podkuhati v Ukrajini, ne? Kaj on dela v Sloveniji že vsa ta leta? Točno nemir, točno razprtije, točno narobe. Te stvari niso prav, ne smejo to tako biti. Kdo podpihuje nemir? Tale mora biti umaknen. Tito je rekel, tam je goli otok, pa 5 kamen iz leve na desno, pa se z njim pregovarjaj. Ne? Zakaj je okrogel ali pa zakaj je kvadraten? Ne? Tako nekako mi smo v bistvu čuvaji zemlje in zemlja je raj in raj si zasluži mir in ta mir moramo vzdrževati. Če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak kretenoidno-morilski ukaz, bi nas že zdavnaj bil povozil ta plas nemira, ta plas usiljevanja v naš mir. Poglejte si Avatar, kako usiljujejo usiljivci v prostor, kjer živijo ljudje v miru. Pleme živi v miru in sožitju, pol pa pride na silo in ga ne moreš, niti ne znaš se braniti temu nasilnemu udoru v tvojo auro, v tvoje misli, v tvoj fizični prostor in v tvoj mentalni prostor. Veste, mentalni prostor je še večja pizderija. Ko nekomu nekaj zameriš, je on tle noter. Odzamerimo, Dion, koga jebe, pozab ga čim prej, zato da ti imaš mir, zato da ti si v harmoniji. Želijo vas parterati, ovo, tu. Alo, nisem vam treba odzvati na vsak žvižk, na vsak telefonski klic, na vsak mail in na vsak message. Ne, vi niste na kljukci, kot obleka, ki se jo vzame, kadar se jo rabi in se jo fukne kamorkoli, ko se jo odrabi. Niste vi to, ne rabite. Vse to so bitkice in ne rabite vi biti udeleženi v vsaki bitkici in bitki. Ker bitka tu, bitka tam in je vojna. A ne? In mi nočemo njihovih vojn. Nemirni ljudje delijo nemir naprej. Mi smo, pravzaprav se smo res v eni noriji, v svetu polnem sovraštva, v svet poln sovraštva vnašamo ljubezen, v svet poln nemira vnašamo mir, v svet nespoštovanja vnašamo spoštovanje, v nelojalen svet vnašamo lojalnost. Se to je res kontradiktorno, ampak ni nemogoče. Kar se mene tiče, to, kar spremljam strani, bom rekel, zunanje, ne politike, tudi, mislim, Trumpa močno spremljam, Q gibanje tudi spremljam, Trumpa tudi spremljam,
Vem, da je vse teče tako, kot mora, vem, da je vse pod kontrolo in krasni premiki se dogajajo, kakor spremljam od zunaj, stvari lepo napredujejo. Ker sem že glih omenil zunanjost, mediji so zdaj v hudi pizdari, kajti mislim, da se je ne bom zdaj prav točen, vem za eno Nigerija, pa še ena država so poslovale druga z drugo so poslovale z dolarjem, zdaj pred kratkim so rekli, hvala lepa, mi tega ne rabimo. Kitajska je nehala uporabljati petrodolar, Rusija tudi in še teh držav, in to je rapiden padec dolarja. V tem trenutku pa se mediji ukvarjajo samo s tem, kako je Trump grd, očrniti Trumpa, tisto, kar je pa bistveno, da bi ljudje vedeli, pa mediji ne govorijo. V kratkem lahko pričakujemo finančni kolaps, vam garantiram, ki seveda ne bo tak, kakor je bil leta 2008, pa pol še enkrat, kako že 2012, kako že, ali ne bom se spotikal, ne bo padlo tržišče in ne bo se zgodila superinflacija, kot se za finančni zlom nekje je bilo v praksi, ampak bo prehod mehkejši, vsekakor pa gre za propad dolarja kot tacga. Dolar je bil itak v lasti Rockefellerjev in federalnih rezerv, ki pa so seveda spet bila privatna inštitucija. To je tako, da bi Turšič začel tiskati dolarje in jih ponujati. Bolano, stari, to da jaz to že obdelali. Dajmo se zavedati, da je ta celoten svet pravzaprav resnično želel ubijati nam in vam duha in ubili so človeka v njemu. Ne? Tega duha ne smemo dovoliti, da se nam požre, to je bila požrtija. Zdaj, da se ga občuvati, kot izgleda, ne? Da se temu duhu dodati energijo življenjsko, da se temu duhu ponovno zbuditi ljubezen in pravzaprav dovoliti to vibracijo ljubezni, da se sharmonizira z univerzumom in naenkrat postaneš ver ljubezni. Iz univerzuma pretakamo skozi srce ljubezen sem na zemljo. Drugim, predvsem pa sebi. In ne iščite ljubezni tam zunaj, ljubezen prihaja iz nas ven in se širi. Ta svet je želel to ljubezen imeti zase. Se razumemo, to je tisto, ki je bilo grabljenje po lepih, krasnih, dušnih in čutnih ljudeh, polnim ljubezni in življenja, se je ljubezen želelo ubiti. Ubiti duha in ubiti ljubezen v človeku in jo zamenjati v sovraštvo. Tako da si ga ranil v srce, prizadel in človek je začel sovražiti tudi sam. Tako nekako je ta filozofija satanizma pelala, zdaj, ker jo poznamo, se ji lahko tudi uspešno ubranimo. A ne? Okay. Kako se odvzame ljubezen, kako se ubija duha? Ja, tako da se sproži vojna, bitka, smo prej rekli, bitka se pa sproži, začne se s provokacijo. Vsaka vojna in bitka je bila narejena s provokacijo. Zdaj, verjetno poznate, kaj so vse provokacije, mar ne, v vašem življenju. To je tista stvar, ki vam dvigne dekel, da postanete ne rabite reagirati na vsako provokacijo in na tak način že zadušite vojno. Potencialno bitko, potencialno vojno zadušite v momentu, ko ne reagirate na provokacijo. Zdaj, jaz sem sam pri sebi postal mojster prepoznavanja provokacije. Te provokacije so lahko tako subtilne, da se vam sanjane, ampak ne reagirajte. Lepo vas prosim, dokler niste dovolj vešči tem stvarem, ne reagirajte. Jaz sem nekje stvari zmasteriziral in sem šel korak naprej in sem z nekim opozorilom, kaj je pa tamle tista provokacija, prišel do točke, da je človek, ki je to provokacijo meni nakuhal, deluje iz ega, nemudoma vzrojil. A ne? Torej, ljudje, ki delujejo iz naslova ega, ki so prepoznani na svojem primitivnem delovanju,
imajo zelo kratko mejo potrpljenja. Za razliko od 5 let nazaj sem jaz imel kratko potrpljenje, oni pa zelo dolge kable. Njim se je jebalo, zato ker jaz nisem točno vedel, zakaj gre. Zdaj se je pa stvar obrnila, zdaj so pa oni hitro razdražljivi in glih zaradi tega se rajš umikajo. Nekako sem včeraj tudi napisal, meni se zdi, da se dogaja mir, da se ljudje umikajo, da postaja tišina. A je to opazen sem jaz? Ne. Kar neki ljudi se z mano strinja, kar neki je tudi posnetkov, kako je v bistvu so mesta prazna, kako so kraji kar nikjer nobenega. Ok, ja, turisti, ampak Vrvež v Cerknici je bil pred časom drugačen, življenje v Cerknici je živelo, zdaj življenja ni. Zakaj ne? Ker se ljudje umikajo, ker so pogruntali, da so v bistvu opaženi in da kolektivno več nimajo, z drugim ne sodelujejo več tako, kot so, in mene so kolektivno žgali, zdaj me ne morejo več in zdaj ta se ne upa, se ne upa, tudi ne in ni nikjer nobenega več. Jaz mnogo ljudi ne vidim več, kar je bilo še, ne vem, leto, 2 nazaj čisto normalno, vse je ok, ne? Pa ni, ne? Ok, skratka, ne reagirajte na provokacije, to je vam številka 1, zato da ohranjate svoj mir in da zadušite potencialno vojno. V tem trenutku, zakaj je šlo zakaj so ljudje napadali duha? Zdrav duh v zdravem telesu ima zdrave moralne vrednote. Mnogi ljudje so šli čez svoje moralne vrednote in so v bistvu zaradi tega, ker so šli čez moralne vrednote, bili deležni določenih činov, določenih titul, določenih, veš, jaz pa neki sem, ampak sem bil nemoralen, nič hudega, jaz to pa to, ne? Delam nemoralno, nič hudega, ampak imam pa zaradi tega, ker imam nek status, seveda temu primerno tudi nagrado. Ne? Ljudje so ljubosumni na vaš karakter, na vašo moralnost, na vašo to, da kljub vsem pritiskom niste postali nemoralni. To je stvar karakterja, to je stvar integritete, ki ste jo vzdržali. Jaz zase vem, da sem jo. In prav je tako. In dobro se z dobrim plača in vrača. Tukaj smo, na koncu časa, kjer prihajamo do teh, kar si se jav boš požel, a ne? Kar seješ, to žanješ. Meni se zdi zanimivo, da ljudje še kar ustrajajo. Še eno dobro sem imel tako pogruntavščino. Mnogo je v zadnjem času govore, jaz tudi iščem, kdaj je resnica, pa kdaj bo prišla resnica, pa mi svetlobna bitja, bojevniki, ovo. In zdaj nekako jaz bi rad te ljudi stvari bližje pripeljal, da jih bomo razumeli, kot bi razumel 3 leta star otrok. Ne zdaj, da rabiš celo filozofancijo pa napet vsako možgansko celico, da razumeš stvari. Glede na to, da smo ljudje vsi bili načrtno poneumljani, moramo iz tega, bom rekel, majhnega jezika razumeti stvari ven. 5. dimenzija, 3. dimenzija, iskanje resnice in svetlobe in tako naprej. 3. dimenzija je stanje omejene zavesti. To je sistem načrtno na nas počel. Smo v času, kjer prehajamo shift, dvig, preporod, awakening, prebujenje na 5. dimenzijo, dvig zavesti. Niti ne toliko pameti, kakor zavesti. In bili smo zavedeni, zdaj pa ne želimo biti več zavedeni, želimo biti v lastni zavesti. Ne za zaveso, ampak zavest. Teh iger besed je neskončno dosti. 5. dimenzija je nekaj, kar v bistvu se zgodi in dogaja znotraj nas. Gre za brezmadežnost. Brezmadežnost početje pa Marija, pa to pa je spet vse narobe. Ni to ta brezmadežnost. Če želi človek priti v 5. dimenzijo, nečesa ne sme početi. Česa? 10 oziroma 11 božjih zapovedi piše, česa ne početi, če želiš v 5. dimenzijo. Ne rabimo biti prav pretirano brihtni, ne?
Ne laži, ne kradi. Ljudje lažejo in kradejo in manipulirajo in se delajo neumnega. Isti sapi pa govorijo, kako bi radi, kako iščejo resnico, kako so že 20 let nazaj dojeli ne vem kaj. Vse smo tudi že v shiftu, smo tukaj in zdaj. Kaj je bilo 5 let nazaj, kaj je bilo 3 mesece nazaj, že skoraj nima več veze. Tukaj in zdaj smo. Tle moramo zavest dvigati danes malenkost bolj, kot smo jo že včeraj in predvčerajšnjem. In jutri imamo support z vseh strani, da se dvignemo višje. Vendar, dokler smo v grehu, torej katerakoli od 10 božjih zapovedi, da katerakoli je ta kršena, je džabe ves support. Treba je te stvari spustiti in reči, ne bom več delal pizda narobe. Pa saj vsi vemo, kaj je prav. Kaj ne? Ampak je treba moralno delati prav. A ne? Zdaj, jaz ne želim, da me kakorkoli povezujete z religijo, ampak če pogledate, preberite si 10 božjih zapovedi, saj toliko časa obljubljam, da jih bom enkrat definiral v enem videu. Pa kaj je vedno toliko enih drugih bolj pomembnih stvari, ki mi pridejo na plano. Najbolj pomembno je, da se zavedate, da v 5D ne morete, nihče ne more, dokler krši in greši tisto, kaj je zapovedano, da se ne sme početi. To je to. Druga stvar, v našem plemenu je potrebno opozoriti na tistega, ki dela narobe. Če se tega ne bomo naučili zdaj, z mano, z nami, ne more iti noben, ker ne morem jaz zaupati, da bo delal narobe, ta ga bo videl, pa boste oba tih. To je zdaj praksa. To vnaprej ne bo šlo. Jaz sem detektor za laž, jaz sem detektor prevarantov, jaz vse to detektiram, zato ker imam pač neko, kaj pa jaz vem. Ne, nimam nadnaravne sposobnosti, ne pa ne. Čist naravno je, sem zverziral sem se, pa vem, kako igra funkcionira. Pa malo interpretiram sam sebi, pa malo opazujem, pa čas teče, pa prav imam na vseh nivojih, kakorkoli. Smo rekli obvezno opozoriti na nepridiprava, nekoga, ki dela narobe, na notranjega sovražnika. Sovražnik notranji je tisti, ki dela nemer, zmedo, kaos, med ljudi vnaša nemer in spletke. Ne? Klevetanje je tudi stvar, ki v prihodnosti ne bo šla v promet. Pa iskanje krivca tudi ne bo šla. Tretja stvar, ki je ne royal family, ampak loyal family. Hvala vam, da ste lojalni, nekateri pač niste toliko zelo lojalni, ni problema, jaz video naredim za vse, komur se zdi, da je vreden prav, komur se zdi, da ni vreden. Tudi prav, ne vsak po svoji moralno-etični vesti potipa in potrka, kaj je prav in kaj ni prav. Jaz želim, da gremo skupaj, da se skupaj očistimo, da skupaj pogruntamo, kje nas držijo stvari nazaj in zakaj ne moramo iti naprej, čeprav bi radi šli. Vem, da bi radi šli vsi, pa pejmo, poletimo, nehajte biti zaklopljeni, kaj vas zaklapla, evo, morala, etika, vsi vemo noter, le delovati je treba temu primerno in prav. Želim vam prečudovit dan, hvala vam, da ste, hvala, da mi omogočate, da sem to, kar sem, da se lahko posvetim v polni meri točno temu raziskovanju za raziskovanje sebe, raziskovanje družbe in raziskovanje tega, kje so stvari, ki vas vlečejo nazaj, in z veseljem to delam za ljudi. Jaz sam sem že svoboden, svobodo želim vsem nam in nekje se zavedam, da smo na pragu nečesa lepega in z veseljem bom v pomoč vsakmu, ki se bo zares odločil, da stopi korak k svobodi in k samemu sebi, in ako gre za intimen proces. Vse dobro, vsem, živja.